Indonezijsko sodišče je obsodilo na smrtno kazen skrajnega klerika Amana Abdurahmana zaradi njegove vloge pri terorističnih napadih. Med drugim naj bi posredno sodeloval pri samomorilskem napadu skrajne skupine Islamska država pred kavarno Starbucksa v indonezijski prestolnici Džakarta leta 2016. V napadu je takrat umrlo 8 ljudi, med njimi 4 policisti. Sodišče je Abdurahmana spoznalo krivega, da je kot vodja skrajne skupine spodbujal privržence ISI k terorističnim napadom. Sodišče ga je spoznalo skupno krivega sodelovanja v 2 terorističnih napadih leta 2016 in 3 v lanskem letu. Ob razsodbi so izpostavili, da pri njem niso našli nobenih olajševalnih okoliščin. Člani Abdurahmanove skupine so poleg tega minuli mesec v mestu Surabaja izvedli samomorilske napade na 3 cerkve in policijsko postajo, v katerih je umrlo 18 ljudi, od tega 10 samomorilskih napadalcev, članov 2 družin. V preteklosti je bil Abdurahman zaradi povezav z vojaškim taborom za urjenje v provinci Aceh obsojen na 9-letno zaporno kazen. V prvem polletju letošnjega leta se je v okrožju Ningšan, provincija Šanši, v severozahodni Kitajski rodilo 6 mladičev zlatih opic, kar pomeni, da jih zdaj v provinciji živi že več kot 120. Rejnik Wang Gugangren je dejal, da hrano za opice zagotovijo v določenem času in na načrtovanem mestu. Tako jim omogočijo, da sami razvijajo sposobnosti krmljenja. Opice so sicer zelo pametne, trudijo se, da bi dobile hrano, rade pa se tudi igrajo. Pri hranjenju so se odločili, da jih dajo svežo sezonsko sadje. V okrožju Ningšan jih dobro zdravijo in njihova rodnost ostaja na stabilni ravni. Sedaj je na tem mestu več kot 120 opic iste vrste. Mladiči pa so v celoti vključeni v skupino. Finančni ministri evrskega območja so podaljšali zapadlost in odložili obresti večjega dela svojih posojil Grčiji skupaj z velikim vnosom denarnih sredstev. S tem bi radi zagotovili, da se Atene po dobrih 8 letih spet postavijo na noge. Tako že lahko govorimo, da se je tudi Grčija izvila iz finančne krize. Grčija živi predvsem od denarja, ki so ga vlade držav evroobmočja izposodile v 3 posojilih od leta 2010, ko je država izgubila dostop do trga zaradi presežnega proračunskega primanjkljaja, ogromnega javnega dolga in neučinkovitega gospodarstva in sistema socialnega skrbstva. Z več 100 reformami, ki so jih že zahtevali upniki, je Grčija dosegla pomemben napredek. Ključni element odpisa dolgov je podaljšanje zapadlosti in podaljšanih rokov na 96,9 milijarde evrov posojil, odobrenih Grčiji, ki bo sicer dobila tudi novo posojilo v višini 15 milijard evrov.